Nocoj, kaj dogaja, gostim velikega glasbenika, kantavtorja, športnega navdušenca, sinonim za eksplozivnost in preroka, dame in gospodje, Zoran Predin. Dober večer, Zoran. Dober večer. Lepo, da ste prišli, sem vesel. Prosim, tile ne me vikati. Aha, okej. Počutim se kot kakšen spomenik, če me vikajo. Veš, potem se bolim golobov, da me... Ne bo. Ja. Smo dali mreže, tako da brez skrbi. Zoran, zdaj se mi zdi, smo v času, ko glasbeniki večinoma delamo neke priredbe na to situacijo, na korono in tako naprej, ampak ti si pa s svojimi skladbami že pred 20 leti praktično napovedal dogajanje v letu 2020. Recimo, ne mi dihati za ovratnik, ne? Pa Gate na glavo, potem Adijo pamet, recimo. Ne? Ja. Odkdaj ti ta moč jasnovidnosti? To je nehote. Ne? Enostavno te jasnovidnosti sem se zavedal, ko mi je sin Rok rekel, daj, ata, če že imaš to sposobnost, Ja. napiši eno pesem o tem, se pravi, da se moje pesmi uresničijo, da smo izgubili trebuhe, pa da so nam spet črni lasje zrasli. Ne? Aha. In delam na tem. Ne? Ja? Tak da, ja. Se pravi, še zdaj pišeš skladbe, zaradi katere čutiš, da se bo nekaj na to temo zgodilo v prihodnosti. Ja, to je pač, kaj pa jaz vem, verjetno zaradi špinače. Jaz sem ogromno špinače pojedel v otroštvu in šele Černobil je pol pokazal, da sploh ni tako zdrava, ne? Ampak očitno je bilo zame prepozno. Ampak greva še malo bolj nazaj. Ne? Ti začel si v žanru, se pravi, rock, ne? Potem si šel malo etno, šansone. A nisi do zdaj še dobil nekega notranjega klica, da bi šel pa, ne vem, v narodno zabavno glasbo, recimo? O ja. Je bilo? Ampak se je bojim. Zakaj? Zato, kadarkoli se hočem v svojih pesmih malo pohecati, postanejo hit. No, pa to je v redu, kaj? Ja, ampak ne vem, mislim, da še nisem dovolj zrel. Aha. Moram še ene 15 let pa bo. Dobar. Ampak enkrat si rekel v enem intervjuju, da je tvoja kariera kot neka ledena gora. Ne? Se pravi, tisto, kar se zgodi nad gladino, je kariera v Sloveniji, tisto, kar je pa pod gladino, ne? To je pa kariera po ostalih državah bivše Jugoslavije. Ne? A ni zanimivo, da si ti eden redkih glasbenikov, ki nastopa recimo na Hrvaškem, ki napolni dvorane? Ne poznam veliko slovenskih glasbenikov, večina jih poznam, ker se pritožuje, da hrvaški glasbeniki hodijo v Slovenijo. Ja, jaz sem imel to srečo, da so se ljudje nekako iz 80-ih let navezali na Lačnega Franca iz takratnih časov in ker sem pač edini nadaljeval profesionalno kariero, se nisem, kako bi to povedal, nisem jim hodil v zelje. Okay. Se pravi, šansone, kantavtorska glasba, gypsy swing, te stvari so tako na Hrvaškem kot Srbiji, Bosni v bistvu v celotni, danes se temu reče, regiji. Nimam neke posebne gneče na tem področju. In tukaj se mi zdi, da če bi se pa rinil v pop glasbo ali pa rock and roll, tisto pa ne bi bilo dobro. Pa ne bi imel šans. Recimo, jaz sem tudi v Zagrebu študiral, na Hrvaškem in sem videl, da Hrvata ne smeš drezati v njegov ponos, recimo. In se mi zdi, da ti to vladaš in da enostavno te imajo zaradi tega radi. Jaz se obnašam v vseh teh državah kot gost in se tudi ne grem komentarjev pa teh stvari. In po temperamentu pa po teh nekih stvareh pa moram priznati, da so posebej v urbanih, večjih sredinah so moje kantavtorske pesmi pa besedila sprejete in te imajo radi. Ja. Napisal si pred kratkim, se pravi, 2 zbirki kratkih zgodb, ampak se mi zdi, da kratka zgodba pri Zoranu nastane lahko tudi zelo dolga. Zato si pa pred kratkim napisal svoj prvi roman Mongolske pege. O čem govori ta roman? Oziroma, zakaj si napisal zdaj roman? Ja, praizvor želje po pisanju romana prihaja iz pregovora, da mora vsak pravi moški zgraditi hišo, zaploditi sina,
napisati roman. Okay. Pa še ena stvar je, pa sem jo zdaj pozabil. Nema veze. Kakorkoli že, ko sem prebral dober roman, že v gimnaziji, sem vedno pomislil, mogoče bom pa enkrat vseeno zbral pogum, pa bom tudi poskusil sam. No in zdaj sem ga zbral. Zdaj, ko je Bob Dylan dobil kot kantavtor za svoje tekste Nobelovo nagrado za literaturo, ravno v teh dneh jo spet podeljujejo, smo mi kantavtorji dobili eno ogromno priznanje. Meni osebno je to dalo eno tako podporo. Elana in podpore. Zoran, hvala lepa za ta krasen pogovor.